To je prvi dnevnik televizije Slovenija. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je v parlamentarni postopek vložila zakon, s katerim želijo ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga prenesti v obvezno zdravstveno zavarovanje. Predstavniki upokojenskih organizacij in iniciativ načrt vlade odobravajo, kaj pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje sploh vključuje. Vrstijo se Dober dan. Poslanci iz Gibanja Svoboda so sinoči v parlamentarni postopek vložili spremembo zakona, s katero bi se dopolnilno zdravstveno zavarovanje preneslo v obvezno zavarovanje v višini 35 evrov. Cilj novele je ustrezno zdravstveno varstvo za vse prebivalce. Pred uro in pol so podrobnosti predstavili na novinarski konferenci, ki jo je spremljal Gregor Trnovšek. Pozdravljen, kaj so povedali? Ja, koalicija je danes oziroma že po noči, lahko rečemo, snela rokavice in se po petkovem neuspešnem sestanku ministra za zdravje s predstavniki vseh treh zavarovalnic odzvala s predlogom novele zakona, s katerim se torej ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na tiskovni konferenci, ki se je končala pred dobre pol ure, so bili prisotni prav vsi glavni vladni akterji, pa tudi predstavniki koalicijskih partnerjev. Na konferenci smo tako lahko slišali, da gre za ukrep, s katerim se ohranja javno zdravstvo, prav tako se tudi krepi število tistih, ki bodo upravičeni do vseh zdravstvenih storitev. Odslej naj bi torej 35 evrov plačevali tudi tisti, ki doslej dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso plačevali, teh naj bi bilo približno 5%. Zakon bo v državnem zboru sicer sprejet po rednem postopku, njegova uveljavitev pa je predvidena že s 1. septembrom letošnjega leta, torej precej hitreje, kot so se koalicijski partnerji zavezali v koalicijski pogodbi. Spomnimo, tam je bila časovnica za ta ukrep 1. januar 2025. Poglejmo zdaj nekaj izjav s tiskovne konference. Bomo dosegli dva cilja. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Mislim, da smo bili v zadnjih mesecu priča izjemno zavržnemu dejanju ene zavarovalnice, ko je čez noč dvignila cene in na ta način v bistvu grozila storitve zdravstvene za marsikoga do sedaj. In točka, na kateri je prišlo do preloma, je ta, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vse tri zavarovalnice zgolj in samo zavarovalni produkt. Gregor, zakaj je prišlo do tako hitre odločitve? Kot je znano, je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z letom 2025 tudi ena od zavez v koalicijski pogodbi. Ja, treba je poudariti predvsem, da so predvsem v Gibanju Svobode pohiteli tudi zato, ker so se bali, da bi jih, tako kot že recimo pri vlaganju zakona o RTV-ju, prehiteli v opozicijskem SDS-u. Koalicija je sicer v primeru reševanja zdravstvenega sistema, torej oblikovanja zdravstvene reforme, povsem enotna, to smo lahko danes na tiskovni konferenci slišali večkrat. Zdravstvena reforma je torej ključna za to vlado. In tudi vsa sredstva, ki bi morebiti zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zmanjkala v tem prehodnem obdobju, danes smo lahko slišali obljubo, da bo vsa ta dodatna sredstva zagotovila vlada iz proračuna. Za zdaj pa toliko. Gregor, hvala. Višina premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo do uveljavitve novele ostala nespremenjena. Vlada bo v prihodnjih dneh sprejela uredbo o zamrznitvi cen, tako da Generalijeve napovedane podražitve s 1. majem ne bo. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pomeni hud udarec za komercialne zavarovalnice. Njihove odzive še čakamo, o njih bomo poročali v naših naslednjih oddajah. Poglejmo nekaj podatkov o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ki je bilo uvedeno zato, da nam ne bi bilo treba doplačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. Dopolnilno zavarovanje lahko krije od 10 do 90% zdravstvenih storitev. V povprečju pa velja, da dopolnilno zavarovanje krije 30% vseh zdravstvenih storitev, obvezno zdravstveno zavarovanje pa 70%.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujemo 3 zasebnim zavarovalnicam, mesečna premija je 35 evrov, na leto se zdaj nabere že dobrih 600 milijonov evrov, večina gre za plačilo zdravstvenih storitev, zajeten je tudi okoli 60 milijonski dobiček, najbolj problematični pa so, kot smo slišali, obratovalni stroški okoli 50 milijonov evrov, ki bi jih, tako koalicija, raje namenili plačilu zdravstvenih storitev. In kaj najpogosteje krije dopolnilno zavarovanje, ko torej obvezno zavarovanje ni dovolj, razne specialistične preglede, operacije, dolgotrajno zdravljenje, določena zdravila, nenujne reševalne prevoze in tudi medicinske pripomočke, denimo očala, slušne aparate, proteze in ortopedsko obutev. Dodajmo še to, da je glavna tarča zdravstvene reforme z digitalizacijo zdravstva sicer Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer po besedah premierja Goloba nenadzorovano kroži 4,5 milijarde evrov. Zato domneva, da je že tam veliko notranjih rezerv in da tudi s preoblikovanjem dopolnilnega zavarovanja novi viri za reformo ne bodo potrebni. Zdaj sicer kaže, da bi torej Zavod za zdravstveno zavarovanje dobil še sredstva iz dopolnilnega zavarovanja, ki bi ga v enakem znesku le preoblikovali v obvezni zdravstveni prispevek. Na napovedano ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so se odzvali tudi že iniciativa Pavla Ruparja, Glas upokojencev Slovenije ter Sindikat upokojencev in Zveza društev upokojencev. Odzive je zbral Nejc Furlan, kako predstavniki upokojencev komentirajo načrt vlade. Pozdravljeni, inicijativi Glas upokojencev ter Inštitut 1. oktober menita, da bi s svojim zakonom prebivalcem prihranili kar 480 evrov letno. Zakon bodo vložili danes kljub napovedanim vladnim spremembam. Kje bodo dobili denar, Rupar dejansko pravzaprav točno ni povedal, dejal pa je, da bi ga lahko vzeli iz postavk, ki so zdaj namenjene tujcem, beguncem in iz Ministrstva za kulturo, ki financira določene umetnike. A če se vrnemo na vladni zakon, Rupar daje vladi 50 dni časa. Po 50 dneh bomo tukaj in na Gregorčevi stali noč in dan. Upokojenci. Nimamo kaj izgubiti. Tudi če se po teh zvijamo, nimamo kaj izgubiti. Za frkancije te vlade, pa teh njihovih igrc, ljudje ne bodo več mogli dolgo prenašati. Sočasno pa je potekala še ena tiskovna konferenca, in sicer Zveze društev upokojencev in Sindikata upokojencev. Kaj pa je njihovo sporočilo? Njihovo sporočilo je seveda drugačno. Težav upokojencev ne želijo reševati na ulicah in s populizmom, ampak v sistemu. Od vlade želijo 3,5% izredno uskladitev pokojnin od 1. aprila dalje. Taka uskladitev bi bila vredna 198 milijonov evrov. Na odgovor vlade čakajo že mesec dni, premier pa da je jim že povedal, da se stisk upokojencev zaveda. Poglejmo izjave, na to pa predajam besedo v studio. Država govori, da ni denarja, ampak za energetiko je lani dala 2 milijardi. Za nas je pa 198 milijonov preveč. Mi si praktično upokojenke in upokojenci ne dovolimo v bistvu takšno obnašanje in takšen odnos do starejših. Ne dovolimo, zato ker smo tej družbi dali in še danes dajemo. Bolnišnica Celje pa se je danes pisno odzvala na poročanje o preveč izplačanih zneskih, ki so jih prejemali radiologi iz te ustanove. Skoraj polovico dodatnega dela so po podjemnih pogodbah opravljali v rednem delovnem času. S tem so kršili pogodbo o zaposlitvi, zato so dobili opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Radiologi so preveč zaračunane zneske že vrnili, skupaj so neupravičeno zaračunali dobrih 17 tisoč evrov. Na radiološkem oddelku je zaposlenih 13 zdravnikov specialistov in 8 zdravnikov specializantov radiologije. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 12. Ali zdravniki zaradi neurejenih razmer, tudi plačnih, množično zapuščajo javne zdravstvene ustanove? Na pogajanjih prejšnji teden je namreč novi predsednik sindikata Fides Damjan Povh tudi takole utemeljil, zakaj morajo zdravniki čim prej dobiti svoj plačni steber v javnem sektorju. Nam se mudi, danes mi kolega pravil ravno problematiko odhajanja zdravnikov, specialistov iz kliničnega centra odhaja dnevno.
hodijo ponavadi v privatni sektor, ker imajo boljše pogoje in višje prejemke. Seveda smo vprašali ljubljanski UKC, odgovorili so nam, da je letos klinični center zapustilo 15 zdravnikov, od teh kar 11 zdravnikov specialistov. Podatkov, kam so šli, ne zbirajo. V UKC-ju je bilo sicer konec lanskega leta zaposlenih približno 1500 zdravnikov. Zdaj pa v Celje, kjer je včeraj na spletu zaokrožil posnetek vrstniške